Odgovori na mestu. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Današnjo oddajo Odgovori na mestu bomo posvetili športu. Nadvse popularni šport badminton je v brežiški občini oziroma natančneje v Pišecah prisoten že 20 let. Kako delujejo, kako bodo obeležili 20. obletnico, pa bo povedal več predsednik badmintonskega kluba Pišece in tudi predsednik ADE, kaj pomeni kratica, bo kasneje sam tudi povedal, Tadej Škof. Pozdravljen, Tadej. Ja, zdravo. En lep pozdrav tebi, Brigita, in vsem vašim poslušalcem. Jaz, predno sem prevzel vodenje badmintonskega kluba Pišece, sem bil 2 mandata tudi predsednik športnega društva Orlica Pišece, v katerem smo en kupico športov razvijali, od smučanja, nogometa, namiznega tenisa, odbojke, tudi badmintona. Na kar je leta 2002 prišla, bom rekel, taka ena vesela novička, pa dejmo mi v Pišecah, bi rekel, v tajni lepi vasici, dobili smo novo šolo, novo dvorano in dejmo mi tale badminton dvigniti na nek nivo. Sicer prvo je bilo to zamišljeno kot malo bolj organizirana vadba. Prišel je pa dan, ko smo začeli tudi, bi rekel, s temi našimi takratnimi otročki prihajati do nivoja, katerega, bom rekel, nam je tudi Badmintonska zveza Slovenije rekla, to pa so pravi. In smo prišli do takšnega rezultata, da sta takratna igralka, bom rekel, Maja Suši in Toni Hotko celo posegala po vrhunskih slovenskih rezultatih. Krasno, in to je bilo, ste pravi, že povsem na začetku. Ja, mogoče tudi malo splet okoliščin, da smo res dobili 2 bisera v klubu takoj v 2-3 letih. Bom rekel, to je en redkih klubov, ki se lahko tako pohvali. Pa očitno smo na pravo tipko v pravem času prišli na pravo mesto. Je pa res, da sam začetek, bom rekel, nista bila samo ona 2, bili so tudi igralci tako rekreativno, ko smo se udeleževali raznih prireditev, se spoznavali, bi rekel, se v slovensko badmintonsko shemo vrisavali. In dan smo, bom rekel, tako zapisani kot eden tradicionalnih klubov, se pa upam trditi, sigurno eden največjih, ne me narobe razumeti, vaških klubov, ampak klubov, ki so potem bolj iz manjših krajev Slovenije. Je krasno. In če za primerjavo, recimo, se spomniš, koliko članov je na primer štel klub pred 20 leti in koliko jih šteje danes? Ja, ko smo začeli, nas je bilo 20, 30, vsako leto novih 10, pa kakšnih 5 je tudi odpalo. Se vemo, da če se gremo neke resne stvari, bom rekel, tako kot je resni šport, tudi ljudje prihajajo, odhajajo zaradi, ne vem, različnih stvari, to pomeni družine, od tega tudi, da so ljudje začeli drugo delati, niso imeli čas za redne treninge. In moram reči, da smo bili nekje skozi okrog med 50 in 70 članov aktivnih oziroma podpornikov. V zadnjih letih nam je, bom rekel, ne da nam je korona pripomogla, ampak odkar je korona prišla, dejansko se veliko ljudi pri nas počuti dobrodošlega in smo tole aktivno članstvo povečali tako nekje na 110 članov, ki redno plačuje članarino, od tega je nekje 60, skoraj 60 igralcev tudi redno udejstvuje vadbe oziroma treningov. Ja, odlično, to pomeni, da vam je korona pravzaprav naredila nekaj pozitivnega, ne? Verjetno so ljudje bolj ugotavljali sami pri sebi, imamo pa mogoče več prostega časa, ker ni izletov, ni odhoda sem in tja in so naredili nekaj dobrega tudi za svoje telo in pa za vaš klub, ne? Ja, jaz bom tako rekel, sicer ne me narobe razumeti, korona bo pustila veliko posledico, bomo rekli globalno, športno skozi, ampak ja, se strinjam, ja. Za potrebe našega kluba se pa upam trditi, da smo se tako strokovno, kadrsko, kot tudi igralsko skoraj podvojili. Govorimo v resnosti, ratali smo veliko bolj odgovorni in zdaj ne bomo to samo koroni pripisali. Jaz mislim, da je to tudi tisti magični številki. Prebrodili smo 18 let neprestanega dela društva, to pomeni, da smo polnoletni, veliko bolj odgovorni do otrok, do izobraževanj, do spoštovanja nekih odlokov in tako da me ni strah
tudi če bi mi jaz rekel, lejte, zdaj pa po 20 letih predsedovanja klubu, se lahko mirne volje rečem, jaz se več tega ne grem, pa vem, da bo nov predsednik glih tako, oziroma mogoče še boljše vodil naš klub. No, lepo si to povedal, število članov se je torej povečalo. Kakšna je pa situacija s trenerji, recimo, glede na številko članov, jih morate tudi imeti kar nekaj, ne? Ja, tukaj bom rekel, da je pač tudi zakon o športu leta 2018-2020 malo dreznil v ta naš trenerski posel, to pomeni, da je kar nekaj igralcev po domače povedano zgubilo licenco, ker v času korone nismo se udeležili nekakšnih seminarjev oziroma nekakšnih seminarjev za dodelitev. Jaz verjamem, da smo letos vseh 6 fantov uspešno prijavili na ta razpis, da bojo vseh 6 fantov tudi to naredili, ker to so pač le fanti, ki že skozi delajo s časom. Je pa res, da tudi tale strokovna izobraževanja, se vemo, v času korona so bile omejene oziroma prestavljene. Tako nadaljavo, kar jaz bom tako rekel, ne? Šport nadaljavo je nemogoče. Ne? Mi imamo lahko nadaljavo marsikako stvar, tukaj pa mislim, da mi se moramo videti, mi moramo gledati, mi se moramo spodbujati. In trenutno stanje je dobro, tudi moram reči, da imamo eno bivšo igralko Majo, ki je bila tudi top igralka, je tudi naredila na fakulteti za šport vse potrebne izpite, tako da imamo pokrito, kar se tiče strokovnosti v našem klubu vse. Si pa definitivno želimo, da bi to številko naredili vsaj krat 2. No, to vam tudi jaz želim. Zdaj pa, kot pri vsaki drugi športni disciplini, ste verjetno tudi sami osredotočeni na rezultate, na turnirje. Omenil si že vaše favorita Toni Hotko in Maja Sušin. Kdaj ste v bistvu pričeli s tekmovanji? Čist na začetku? Oziroma kako ste bili zadovoljni ali pa ste zadnje leta z rezultati? Dobesedno smo res v roku 2 let eksplodirali kot klub. Bom rekel, tudi takrat 2004, ko sem bil izvoljen v upravni odbor zveze, so nam celo rekli, da smo potiho delali pred 2002, po domače povedano na črno. To pomeni, da smo igrali. Ampak ne, tega ni bilo. Smo pa, bom rekel, tako prijateljsko se družili v dvorani, igrali badminton, ampak ne kot neki, bom rekel, resne vadbe. Potem, ko smo začeli to malo bolj resno stvar odvijati, moram reči, da je kar kmalu prišla tudi ta nagrada 2013. leta, ko je Maja Sušin postala športnica leta po glasovanju občanov občine Brežice. Če se ne motim, je bilo to 2011? Pardon, 2011, ja. In takrat, bom rekel, je naš klub dobil, bom rekel, smo prišli do enega vrha, v katerem smo rekli, gledajte, zdaj pa so neke stvari prišle do vrha in rabimo stvari za naprej. Takrat so se pač začele stvari, tako da je Maja Sušin pač spoznala sedanjega partnerja, si je začela graditi družinico, kar normalno je čist nekaj normalnega, ampak smo zgubljali neki stik z nekim badmintonskim svetom. Tudi sam sem postal med tem časom tudi ponosni oče in so mogoče stvari malo nam zašle na drugi tir, ampak bom rekel, potem leta 2015, ko so se stvari začele postavljati nazaj na svoje mesto, smo takoj prišli v to, da smo postavili spet nazaj menike, visoke, tako tekmovalne in podobno. Kot si mi že v dopisu našteval, bi lahko izpostavili imena še David Živič, Mojca Omerze, Mateja Krulc, Amelija Lesinšek. Mislim, da je prav, da jih poudarimo in predstavimo brežiški občini kot uspešne badmintoniste. Tako, to so bile, bom rekel, naše začetnice ali začetniki. Bom rekel, potem je prišel tale, ko sem vam omenil, tale, ne bom rekel mrk, ampak žal. Pač so se stvari malo tako odvijale. Sedaj bom rekel, od leta 2015, pa moram reči, da se nam je pa stvar začela veliko bolj strmo spenjati. So se vrnili tudi bivši, bom rekel tako, od Tonita brat Ivan Hotko, prišli so novi igralci, lahko jih omenim recimo Klemen Kos, David Ilinčič, zdaj imamo tudi nekaj novih, kot so Alen Mijatovič, Gregor Božič, Gregor Strmecki. Jaz upam, da ne bom kjerga pozabil, jaz
za mene so, bom rekel čisto odkrito, za mene so vsi enaki igralci. Ampak včasih pozabiš, ko to delaš kak intervju in to. Seveda. In moram reči, da smo zdaj v zadnjih parih letih dobesedno vsako leto izstrelili en kup starejših igralcev. V zadnjih 2 letih moram pa zelo poudariti, da smo pa začeli delati na mlajših otročkih, to pomeni 8, 9, 10, 11 letnik in tukaj lahko z veseljem in ponosom povem, da imamo recimo Jano Hodko, Nej Bizjan, Anej Sošin, Mihael Škof, ene 4 fante, ki mogoče se bo tudi o njih kaj pisalo v medijih na kakšnih boljših turnirjih. Upamo. Odlično. In podmladek in hkrati odrasli igralci badmintona pridno trenirajo v športni dvorani Osnovne šole Pišece, imam prav? Tako. Mi smo zvesti Pišečani, kljub temu, da včasih nekdo reče, pa je Pišečanov manj na vadbi, kot je grdo rečeno iz drugih krajev. Mi smo klub iz Pišec. Moram reči, da vsa ta leta odlično sodelujemo z šolo, tako z prvim ravnateljem oziroma takratnim ravnateljem Martinom Duščom, ki nam je velikokrat šel nasproti, velikokrat prišel k nam, pomagal, kako se le da. Tudi dosedanja ravnateljica Nuška Kostevčeva oziroma Ogorevčeva, rečem, karkoli kdaj potrebujemo, pride k nam, sodelujemo in to je v takem kraju, kot je Pišece, to dobrodošlo, zato ker en drugega spodbujamo in zaradi to jaz mislim, da so tudi taki dobri rezultati. Odlično, ja, podpora domačega okolja je res najpomembnejša. Poleg tega, da organizirate in trenirate v Pišecah, pa ste znani po tem, da je vaš klub v bistvu obiskal že veliko domačih pa mednarodnih turnirjev, ne? Ste kar potovali pogosto v tujino, Anglija, Italija, Madžarska, kam še? Ja, imamo, bom rekel, prvo sem začel sam osebno, potem smo se vključevali vsi oziroma celoten klub. Moram reči, da smo prepotovali sigurno 1/3 Evrope. S turniri ponosno odnesli ime BK Pišece, tudi tam zastopali tako kot klub, kot tudi državo. Zdaj, želja je, da bi še večkrat šli, da bi našim igralcem še večkrat pokazali te lepe tuje kraje. Žal pa trenutna situacija je takšna, kot je. Jaz verjamem, da se bo to slej ko prej popravilo in da bomo še naprej nosili ponosno tako Pišece kot Slovenija po tujini. Sem prepričana, da boste in da se bo situacija letos pa res premaknila v pravo smer. No, midva sva se nazadnje pogovarjala poleti, se mi zdi, da julija si nas obiskal tle v studiu Radia Brežice EU in sva se pogovarjala o eni drugi družabni akciji, ki jo pa tudi organizirate. Se pravi, vaš klub ni aktiven samo v badmintonu, ampak tudi v drugih družabnih akcijah. In sicer je šlo, če se ne motim, za kolesarski maraton Pišece, ne? Tako. Jaz bom pohvalil vse naše člane, članice, ki so aktivne ne samo v badmintonu. Jaz moram z veseljem povedati, da mi imamo v našem klubu tudi kolesarsko sekcijo, odbojkarsko sekcijo, planinsko sekcijo, tudi turistično sekcijo. To pa zato, ker smo klub, ki združujemo tako mlado, starejše, kot tudi želimo pustiti en pečat ne samo v Pišecah, ampak v širši okolici, tudi v drugi smeri. Bom kar izpostavil, tako kot smo rekli na začetku, redno organiziramo kolesarski maraton za krajevni praznik Pišece. Lani smo organizirali prvič kolesarski vzpon od najnižje točke v Pišecah do najvišje točke občine Brežice. In moram reči, da smo dobili enormno število pohval za prireditev in da bomo v letošnjem letu to naredili še večji projekt, tudi s pomočjo donatorjev, občine, krajevne skupnosti in si želimo, da tudi preko take oddaje, kot je danes ta naša skupna, da že zdaj povabimo ljudi, naj spremljajo tako naš Facebook stran, internet stran, tudi vaš radio, ki nam zmeraj stoji ob strani, da spremljajo naše delo in da se udeležujejo naših prireditev. Ali pa če so radovedni, ali če zamika športne aktivnosti, badminton, to je prava stvar, ne? Zdaj pa Tadej Škof, preden nadaljujeva, predlagam en kratek glasbeni premor.
Evo, sva nazaj v Zdaj odgovori na mestu, še vedno moj gost, tokrat na telefonski zvezi, Tadej Škof, predsednik badmintonskega kluba Pišece in hkrati tudi predsednik združenja ADA. Tadej, veliko sva povedala že o pišečkem, če se lahko tako izrazim, badmintonu v vaši 20-letnici. Povedal si, da niste aktivni le pri badmintonu, ampak tudi pri drugih družabnih akcijah. Malo prej sva govorila o kolesarskem maratonu Pišece. Kaj pa špiček? Ja, to je bila pa ena spet taka, bom rekel, pozitivna strani korone. Naši igralci se definitivno niso mogli sprijazniti s tem, da je prišel dan, ko ne moremo imeti normalnega treninga. Zdaj, tisti prvi val nas je zaprl vse. Drugi val, ki je prišel malo kasneje, je omogočil vadbo samo tistimi, kateri so bili res registrirani z vsemi papirji. Vsi ostali smo bili dejansko primorani se malo prilagoditi. In ker so naši člani bili, po domače povedano, tako tečni na šport, smo rekli, kaj pa če gremo mi v naravo in si najdemo nek dodaten hobi, da bomo ostali fit. In res, porodila se je ta Pišece špiček varianta, da smo 3-krat na teden začeli obiskovati najvišji vrh občine Brežice, na katerem je lepa izletniška točka, vidi se, bom rekel, en kup stvari okrog nas. Na koncu smo se pa odločili, da bomo tudi na špičku postavili simbole naših prijateljskih krajev. In ne boste verjeli, v roku enega tedna smo vse to uredili. Ja, bravo, en velik bravo. Moram iskreno povedati, da na špičku še nisem bila. Postaje pa čedalje bolj aktualna turistično-rekreativna točka v občini Brežice. In ravno ta smerokaz na špičko sem se že večkrat spraševala, le kdo ga je postavil, ker se mi zdi prav super ideja. Ja, to je bila, bom rekel, ne bi smel kot športni delavec oziroma predsednik reči, gostilniška fora, ne? Dajmo nekaj narediti. V gostilni po domače povem smo se to pogovarjali in smo rekli, pa dajmo gor 12 naših prijateljskih krajev obeležiti in koliko je do njih kilometrov po zraki. In točno to smo naredili v prijateljski delavnici našega člana, smo to lepo pobarvali in bom rekel še kaj je bilo pa najbolj fascinantno, sem rekel, veste kaj, mi Slovenci imamo mogoče na momente premalo slovenskega ponosa. Sem rekel, jaz želim, da na vrh te smerokazov stoji pa simbol slovenstva in smo tudi izobesili slovensko zastavo, ki zdaj že 2 leta ponosno stoji na tem drevesu. Odlično. In ste naredili nekaj dobrega in za Slovenijo, in za Pišece, in za naše prebivalce. Kot tudi sem prepričana, da tudi kakšnega turista potem. Koliko ljudi so ob teh smerokazih slika, dela, bomo rekli, tele moderne selfije, zgodbice. Bom rekel, to je ena taka mala stvar, v katero smo ljudi spodbudili, kljub temu, da smo bili zaprti. Ljudje mi še vedno lahko gremo na svobodo, na zrak, dajmo nekaj narediti za sebe. In jaz mislim, da smo v tem uspeli. Res je. Včasih neka malenkost za nas pomeni pa ena velika stvar za nekoga drugega, ne? Tako. No, pa če se vrneva tedaj nazaj na badminton, kakšno pa je sicer stanje v Sloveniji? V vašem klubu si rekel, da je odlično. Kaj pa sicer? Bom rekel, pustimo zdaj tole koronsko stanje, ampak gremo v splošno. Tako je. Slovenija je badmintonsko, bom rekel, tako bolj kot ne razvita še v določenih odsekih Slovenije. Bom čisto tako povedal, okrog Ljubljane je polno klubov, ki vrhunsko delajo. Tudi okrog Maribora, Koroške regije, moramo reči, da vrhunsko dela klubov. V Sloveniji je nekje 22 klubov, ki aktivno dela z mladimi, s člani, to pomeni organizirana vadba. Medtem ko del Gorenjske, Primorske, Notranjske žal se nekako ne najde v tej badmintonski sferi, oziroma je tako, po nekih dvoranah igrajo prijateljsko, se pa ne odločajo za neko organizirano vadbo, za nek organiziran klub.
za neke stvari na višjem nivoju, tako kot smo se recimo mi v Pišecah. No, krasno, še eno potrditev več, kako super je in čestitke za uspeh, ne? Da v naši občini pa vseeno je res klub velik in badminton popularen, tako kot recimo na svetu, je drugi najbolj popularen šport na svetu, si mi malo prej povedal, predne smo šla v eter, ja, to je zanimiva informacija. Ampak verjetno ga jemljemo tako, ne, samo za prosti čas, malo manj se jih pa odloči za resen trening badmintona. Ja, problem je tudi v tem, da pač tudi sam, bom rekel, sem oče in otroki z menom hočeš povedati, ukvarjaj se športom, tudi otroci so začeli razmišljati, kje pa več zaslužim. Mogoče badminton ni toliko pri samem zaslužki in mogoče zaradi tega se odvaja. Plus tega druga stvar, ki je mogoče problematičen v badminton, je to, da vsi govorijo, da pač Evropejci ne moremo uspeti v badmintonu, da imajo vzhodne države, to pomeni Azijati, igralci iz Kitajske, Indonezije, boljše postavne možnosti, da so boljše. Ampak to je bil, jaz mislim, da je to bolj stereotip, da tudi imamo dokaz recimo Danca, Axelsona, ki je zmagal vse te boljše svetovne turnirje, pa je recimo Danec, z trdim delom se lahko daleč pride. Jaz tudi mislim, da tukaj v Sloveniji se trenutno, koliko je meni znano, tudi sam moram povedati, oziroma se lahko malo pohvalim, sem dobil strani zveze leta 2020 funkcijo predsednika sekcije za veterane in rekreacijo. To pomeni za spodbujanje novih klubov, za iskanje novih klubov. Moram reči, da se stvari veliko izboljšujejo, vse več telefonskih klicev prejemam, kje se da to dobiti, kje se da kupiti, kje se da dobiti kakšnega človeka, da nam bo kaj pokazal. Tako da bom rekel, gledam na badminton pozitivno, ne samo širša Slovenija, tudi v Brežicah. Ne smemo pozabiti, da občina Brežice premore 2 kluba, ki sta aktivna, tako Pišece kot tudi Brežice. Zanimivo, jaz si to povedal, ampak mislim, da vseeno gre pa največja zasluga pa seveda tebi, ne? Če se ne bi toliko trudil okrog badmintona, verjetno tudi v širni Sloveniji ali pa okrog ne bi bil badmintonski klub Pišece popularen in tako uspešen kot je, ne? Ja, definitivno. V vsakem športu, v vsakem društvu, klubu je tiste... Trud poplačano, ne? Tako, in tudi ne zameri mi besede, ne pač tiste prvi konj, ki vleče, je zelo pomemben, ne? Da daje takt, da dviguje. Je pa res, da sam predsednik ni odvisen, če nima suporta med člani, med recimo lokalno skupnostjo. Tukaj moram zdaj na tem mesti pohvaliti tako osnovno šolo Maksa Pleteršnika Pišece, krajevno skupnost Pišece, pohvaliti moram občino Brežica, v vseh 20 letih nas ni enkrat zavrnila, in tudi lokalne direktorje, prijatelje, znance, da spoznajo, da ni to zgolj muha enodnevnica, ampak da to je večletni projekt. No, tadej, veliko so povedala, verjamem, da bi še lahko se pogovarjala na dolgo in na široko na temo badmintona in drugih športnih družabnih aktivnosti. Upam, da se kmalu vidiva v živo. Zdaj pa predem zaključiva, se vrniva spet na vašo obletnico. Te prosim, če nam nakratko poveš, kaj vse pripravljate? Ja, mi smo se, bom rekel, že 2020, ko se je začela korona, smo si zadali neke večje projekte in smo rekli, saj dolgo ne more biti ta korona. Žal, takšna je, kakršna je. In smo si za letošnje leto, ko imamo praznik, zadali tak en pester program. Moram reči, da smo se skupaj z šolo, občino, z vsemi dogovarjali, kako bomo to izvedli. Mi še vedno trdimo in vemo, da bomo naredili najboljše, kar lahko v danem trenutku. Trenutna situacija je taka, da bomo v petek 28. januarja izvedli slavnostno akademijo pod pokroviteljstvo predsednika države Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, na katerim bojo sodelovali tako visoki predstavniki OKS, predsednik Badmintonske zveze Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predstavniki občine oziroma župan Ivan Molan, kot tudi drugi predstavniki društev občine Brežice. Zdaj program smo si zadali tako malo bolj tudi zabavno, žal ta del bo malo okrnjen,
bomo pa vse te ljudi, ki nam pomagali, ki so nam pomagali, ki so bili čini, ki so slani, tudi nagradili z nekimi priznanji, pohvalami. Tako da je petek ostal v takšnem, kot smo si zamislili. Drugi dan, sobota, tradicionalno 10. turnir Bratstvo in enotnost. To je prvi oziroma največji enodnevni rekreativni turnir v tem delu Evrope, lahko rečem v srednji Evropi. Po 300 igralcev v enem dnevi speljati pod streho, to je, bom rekel, fenomen. Ampak kako ste si ga pa letošnje leto zamislili? Na omejitve. Žal ne, z 300 igralci, mi omejitev število igralcev nimamo, vemo pač, da za vstop v dvorano, tako kot na vse evente, je potreben pač PCT. Imeli bomo nekje okrog 170 igralcev iz 6 držav, seveda brez nekega druženja, ampak z turnirjem, to je tisti uradni del bomo zadržali. Tudi sam kot predsednik Športne zveze ADE so me večkrat pozvali, če bi ta turnir predstavili, ker moram reči, da so Pišece oziroma Brežice v sklopu 10 turnirjev, 10-letnega zgodovina turnirjev, so bili zmerom zelo veseli našega, ker smo bili zelo gostoljubni. Pri nas so zmerom dobili tako ponudbo turistično, hrana, pijača, vse. Ampak žal, jaz bom tako rekel, mi smo se to odločili, da bomo letos izpeljali kljub takim težkim pogojem. Sedaj v januarju smo se pa odločili v klubu na sestanku upravnega odbora, da družabni večer, ki smo ga imeli v planu, moram kar se pohvalim, lahko se pohvalimo, da smo dobili glasbene goste, kot so Gorenjski kvintet, Nika Zorjan, Miran Rudan, Fredi Miller. Smo pa jih predstavili na poletni čas in upam, da bo takrat normalno, da bomo lahko z vsemi, tudi z pomočjo Radio Brežice EU, skupaj naredili še eno novo zgodbo in še en dober, lep večer. Z veseljem. Ja, Tadej, najlepša hvala za tvoj pogovor danes. Jaz želim, da vam dogodki, ki jih pripravljate naslednji teden, čim lepše uspejo. Poletni pa sploh ne, da res, tako kot se šika, bom rekla po domače, proslavite ta vaš visoki jubilej 20. obletnico. Čestitke še enkrat, konec koncev. Hvala lepa. Za tako dolgo in tako uspešno delo. In se veselim najinega pogovora, če ne prej pa pred poletjem, ko bomo začeli promovirati drugi del vaše obletnice. Jaz upam, oziroma ne upam, jaz verjamem v zgodbo, da bo poletje boljše, da bomo lahko naredili tudi neke stvari v živo, da se vidimo in da pokažemo res tisto, kar znamo. Ker sedaj so taki časi, da dejansko delamo neke bolj kot ne stvari simbolične, za manjše stvari. Mi si pa želimo, da ne bo nekdo rekel, se delajo samo nekaj tak. Ne, mi si želimo pokazati širši javnosti, kaj smo zmožni. Seveda, volja in motivacija sta najpomembnejši in če je to, potem je pot tudi do cilja zagotovljen. Tako da srečno in hvala še enkrat, Tadej Škof. Hvala tebi, Brigita, in celotni ekipi Radia Brežica EU na, bom rekel, sicer niste z nami 20 let, ker ste mlajši, ampak z veseljem pa rečem, da ste radio, ki nam zmerom pridete na pomoč in stojite ob strani. Hvala. Ja, hvala lepa, z veseljem. In seveda, čez 17 let bomo pa mi tudi praznovali, se mi zdi, da 20-letnico. Takrat bom prišel pa jaz tudi kot gost. Tako, nam boš prišel pa igrati, ja. Tudi lahko. Odlično, zmenjeno, dogovorjeno. Tadej, ostani zdrav in naj uspe badminton, 20. obletnica, naslednji teden v čim lepši obliki in meri. Ja, hvala. Lep pozdrav. Odgovori na mestu.